Obdobje najstništva je za nas priložnost in izziv in naloga, da pomagamo temu mlademu človeku sprožati procese zorenja. Na mladih seveda svet stoji, ampak ga moramo opolnomočiti za to. Ne bo kar stal na enih mladih, ki niso zreli, ki ne grejo skozi te procese. Zdaj, kaj lahko mi naredimo? Mi smo se 2 leti nazaj že pogovarjali. Zdaj, mi lahko v bistvu procese zorenja smo ugotovili, da marsikaj sproža. Od neuspeha, od tega, da se kaj zgodi, da nam kdo umre, da se poročimo, vsaka zunanja sprememba, vsaka notranja sprememba, gospodarska kriza, izguba službe, vse sproža proces zorenja. Je tako. Vedno smo vrženi v proces, ki moramo nekaj na novo ovrednotiti ali pa pač ne, pa živimo po starem naprej. Ampak sprožen je bil proces, če se ga hočemo iti. Tako da sprožanje procesov zorenja ne manjka. Sama se znamo iti. Ampak mi smo pa poklicani, si predstavljam, da pa namensko, na varen način, na tak ta prav način sprožamo procese zorenja. In včasih, recimo, če na meni umre, Bog ne daj, v nesreči, recimo, mož, otrok, karkoli, seveda to sproža proces zorenja, ampak to je tisto, ki te zabije direkt dol in dolg časa rabiš, da z tega pol potegneš, da zoriš. Ker v bistvu mi želimo, in tega je v življenju veliko, ker mi želimo je, kako na kakšen način pa mladostnika na en način spodbuditi, da mu ta proces zorenja postane ena navada, da je to kar v njemu malo, da zna tudi pol take dogodke nekako izkoristiti v svoj prid. Zdaj, seveda, najprej smo se 2 leti nazaj pogovarjali, sem imela naslov tlele z vami, ker sem bila, kako navezati stik. Najprej, prvi korak, ni kar sprožiti proces, ampak če hočemo to narediti na varen pa na lep način, navezati stik. Jaz tukaj zdaj ne bom ostajala, ker to smo že predelali. Za navezovanje stika je pomembno zapakirano poslušanje, in slišanje, tako kot ste se danes poslušali, skratka, navezati stik. Če imam jaz enkrat, če sem s tabo en stik, če jaz tebe ne poznam, ti prideš in ti eno vprašanje vržem, v redu, sprožen proces zorenja, če si ti to, da se vprašaš, ampak siguren seme pade na bolj plodno, če z mano vzpostaviš še stik. To pomeni, naša naloga je v prvi vrsti navezovati stik s poslušanjem in z empatijo. Empatija pomeni, da si jaz lahko predstavljam, kako je pri tebi. Zato je pomemben, da grem jaz čez. Ne, da začnem kuj pametvati, kva bi mogel, pa kva ne bi mogel, pa kako jaz mislim, ampak je ta prva stvar, da jaz tebe poslušam, grem čez most in si predstavljam, kako to zate je. Ja? Navezati stik. Ko sem navezala stik, je fajn, da odprem prostor. Kako pa odprem prostor? Prostor zmeraj odprem z eno strukturo. Meni ta prvo pride na misel krog, jaz sem vas tako postavila, sem rekla, takole se usedite. Sem vam postavila strukturo, kako se boste pogovarjali. Ta prvo 5 minut, potem zapreš oči, greš čez, tudi ti, drug 5 minut. To je ena taka čist majčkana struktura je bila. Ja? In varnost. To pomeni, jaz nadalje, poleg navezanega stika, potrebujem prostor, ki je odprt in to, mi smo se to v Celju pogovarjali, ker so bile same katehistinje. Kaj bi to, katehitski dan. Tam smo se pogovarjali o tem, kako se odpira prostor. Ja? In danes se bomo pogovarjali o 2 stvari, o 2 načinih, ki jih potem, ko smo navezali stik in ko smo sprožili, ko smo postavili prostor, ko sprožamo proces. In v takem sosledju v bistvu je fajn, da se zavedamo, da stvar gre. Navezati stik, odpreti prostor in pol sprožiti proces, ki se v prostoru dogaja. To lahko naredimo zelo na kratko, lahko delamo na dolgo, ampak to je v bistvu eno tako sosledje, ki nam pomaga, da to sprožanje procesa
ima en smisel, ima en rep, en konc in se na bolj prijeten način zgodi. Jaz bi danes govorila o tem, o prvem načinu, ki ga vidim, je vzgajanje notranjega vpogleda. To je prvi način procesa zorenja. To smo mi tudi na začetku delali. Ker sem vam jaz rekla, jaz sem vam nekaj vrgla in sem rekla, utihnite. Bodite sami s sabo. Kaj je človek enkrat v tišini, kako je biti v tišini za vas? Fajn. A je še kakšna druga možnost? A vam je zmer fajn? Včasih je mučno. Zdi se neproduktivno. Ja? Kako? Odvisno od razpoloženja. Mi smo zdaj iz takih krogov, ker smo kakorkoli navajeni biti v tišini, kdaj pa kdaj. Jaz se pa srečujem z ljudmi, ki mislijo, da je tišina neproduktivnost. Ratajo živčni, nervozni. Ne znajo, jih je strah. In jaz rečem, to je normalen. Zato, ker tako kot otroc, če ga dolgo ne vprašaš, kako kaj je, ker si pol vzameš sta in zdaj ga rečeš, kako pa kaj ti, najprej je tih, ni nič, ker je presenečen, da ga sploh vprašal. To je ena reakcija. Druga reakcija je pa ta, da govori, pa ne neha in da vse naenkrat hoče povedati. Isto je z našo notranjostjo. Če si ne vzamemo rednega odnosa, rednega vpogleda vase, ker se bomo ta prvič ali pa po dolgem času spet usedli pa v tišini, po eni strani mučen, ker bo tišina, ker bo res tišina, ker nav nič. In to je neprijeten in je težko zdržati. Ampak, veste, tudi vaša notranjost, če jo že dolgo niste vprašali, zdaj pa ona kar povedala. Mi da s Francem se dolgo nisem videla, sem rekla, kako si? Ne veš, kaj bi povedal? Kje bi začel? In seveda tam mi pa izgubimo korajžo. In pa rečemo, saj nič ni, saj je neprijeten, pa grem stran. Jaz ne moram biti tiha, veš. Meni tišina tako, jaz moram biti aktiven, tako jaz v aktivnosti moram biti. Ljudje vse rabimo. Težko je zdržati včasih tišino. Včasih, ko sem pa v stiku sam s sabo, pa kar bruha z mene, pa se mi dogaja. Pa zato težko zdržim, kaj tok. In kar jaz opažam pri mladini je, da jih noben ne uči, to zdaj tako reči, malkrat so naučeni notranjega vpogleda. In jaz se vprašam, pa kje, če ne pri verouku, bi mogli otroke učiti ne samo, absolutno tudi, verske resnice, zgodbe, ki so vsa spraševanja, ki jih imamo, ampak predvsem odnosa, tišine. Zato, ker če jaz hočem imeti odnos z Bogom, moram jaz tu utihniti. In mu moram narediti prostor. Ne vem, kaj mi Bog govori. Seveda ne veš, kaj ti Bog govori, če pa skozi. Da ima otroke malo zanimirati, da ima otrokom tudi povedati, kako je biti tih, pa kako si prisluhniti. In ljudje to rabijo. In pa mi kakšen reče, ja, pa grejo na jogo, pa grejo na meditacijo, pa grejo nekam. Ja, lej, ponudim da ti. Človek to rab. Pol nek vid, ugotovi, da rab in pol tja hod. In pol tam ostane. A ne? In pol je tam. Ne, mi se malo, no se bomo videli pol. Tudi Siegel prav, Siegel govori, da sem vam že prej rekla tole tuj, ko sem vam omenila, mind-sight. On je v bistvu poročil dve besede, mind, ker je pa insight, mind-sight. To pomeni, on pravi, da kvaliteten življenje živi človek, oziroma da kar v človeštvu zdaj manjka, in to je tudi včeraj papež
govoril, sem slišala, lih po radiju sneka, no viš. Manjka tega upogleda noter vase, to pomeni, da imaš stik z mindsidom svojim notranjim svetom. Zato, ker če imam jaz stik z notranjim svojim svetom, grem lahko tudi na obisk k drugmu in imam stik z mindsidom od drugega. Ja? Z tega se rata empatija, z tega rata povezanost, z tega rata sočutje, z tega rata usmerjenost, z tega rata vse. Začne se pa z mojim mindsidom. Ne neha se tam, ne sme se tam nehati. Nisem jaz sam sebe zadost, pa moj odnos z mano. Ampak to je predpogoj, da jaz pridem v stik tale, pa v stik tale. In mi smo zgubljeni, in mi smo sred množice usamljeni, in mi smo spred zmešani in ne najdemo svojega središča in ne vem, kako se še vsemu temu reče, zato ker nas noben ni naučil oziroma se premalo naučimo ali pa se na stara leta pa učimo notranjega vpogleda. Ali pa vem, da tukaj so pa po telih domovih duhovnosti kontemplativni koraki. To je nekaj, česar začetkov bi mogli, jaz mislim, biti pri roku, to se tam dela. Kaj je naloga kateheta, seveda starša, kateheta? Učiti stika z sabo, pa z Bogom, pa z drugimi. Tega ni. Tega je premalo. Pa bo pa vse ta drug bolj padel na plodna tla. Ampak to ni nekaj, kar bi mi mogli delati. To je nekaj, kar ljudje rabimo. Človek to rab. Ljudje to rabijo. Zato je porast vsega. Ljudje tako rabijo, pa ne pridejo k nam. Jaz vidim, da je preveč, nočem se tlele zgubljati, ampak zdi se mi, da je tega premalo. Vi imate res malo časa, vsaj tisti klasičen viruk, pa je to 45 minut na teden, to ni nič. Ampak kaj sem vam prej rekla? Tisto, kar človeku ostane in tisto, po čimer mindset, učenje notranjega vpogleda je tudi povezava v možganih. Če se jaz enkrat to navadim, bom dobil priokus, če mi bo parkrat všeč, otroci tako, če jim je všeč, bi oni še. Jaz jih študente jih dam okrog, pa jim ne naredim eno vajo pozornosti, ne rečem sproščanje, ker to nima veze, ampak vajo pozornosti, da pridemo tukaj pa zdaj in pa jim vržem eno vprašanje in oni nekaj povejo in naslednjič, ko pridemo, to bi še. To bi še. Oni bi še. To rabijo, vse drugim je brez veze, pa jim že vržeš kaj. Kaj je največji problem zdajšnjega časa? Stresa spet, pa vsega. Da nismo tukaj pa zdaj. Je ena taka zgodba, zdaj ne vem, ki je bila, če ga nisem od Demelu prebrala, ali ne vem, ki je se mi važno. So vprašali enega guruja. Daj povej, zakaj si ti tako, ne vem, se nam zdiš tako zadovoljen, tako srečen, veš, tako, se nam zdiš tako, a veš, mi bi tudi taki bili, kva delaš? Pa je rekel, ja, jaz, ko molim, ko jem, ko delam, ko hodim. Se mi tudi to? Ne. Ko ti delaš, misliš, kako boš frej. Ko si frej, misliš, kako boš delal. Ko ješ, gledaš televizijo. Ko greš na sprehod, pa psa peleš, pa vam pa nareš še tist, pa še mora. Sploh ne veš, da si bil na sprehodu. Nismo tukaj pa zdaj. In to je nekaj, kar je povezava v možganih. A veste? In ko jaz dobim eno tako lepo izkušnjo stika s sabo, bom to želel početi. Kako sem rekla, kje se delajo povezave v možganih?
prek konkretne izkušnje. Za manj je človeku govoriti, a veste, zato si je treba vsak dan vzeti čas za Boga. In se ustaviti v tišini in poslušati, kaj Bog od mene hoče. Ja, posed ga. Okrog ga daj. Nauč ga, da je pozoren prvo na svoje noge, pa na svoje roke, pa na svoj srce, pa na svoj dih, da pride sem. Pa reč, da nema s tem bo. Ja, več ne moreš narediti. Pa da tebe vidi, kako to delaš. To naredi. Ne, da mu govoriš, kaj bi mogel delati. Organiziraj mu konkretno izkušnjo. Da bo videl, kako to je. Da bo s tabo lahko predebatiral, da mu ni fajn. Zakaj mu ni? Pa naslednjič še enkrat probajta. Pa naslednjič še enkrat. Pa naslednjič še enkrat. V ta 6. pa rekel, ja, se zdaj bilo pa fajn. Ustraji. Ne, pa jaz sem probala malo tišine, pa ne, zdaj si pa ne upam več. V kom je problem? V tam mladmu, a v meni? Ker ne upam probati, pa ker sama nisem v redu s tem, ker, roko na srce, sama tega ne počnem. Je tako? Pa rečem, tih je bilo. Ja, tih je bilo. Ali mladi ne znajo biti s tišino? Ja, ti tudi ne. A ne? To pomeni, najprej moramo sami delati pol z drugim, ampak to vse spodbuja odnose. To je tisto, če se jaz kot mlad naučim, pa imam izkušnjo ustavljati, bom vsem vedel, kako do tega pridete enkrat. Jaz sem globoko prepričana, da izkušnja, ki jo bodo imeli v župniji, v verouku, izkušnja sprejetosti, izkušnja stika, izkušnja celosti pa povezanosti, ki jo mi lahko omogočimo, bodo šli stran, bodo po birmi šli. Čist možen. Ampak enkrat, ko se jim bo zataknil, oni imajo s sabo konkretno izkušnjo. In to je dost. Oni bodo vedeli, a veste, naš organizem se stvari zapolne. Na celičnem nivoju se naš organizem stvari zapomni. Če je vas en človek enkrat prizadev, globoko, ne vem, da ste bili prizadeti, vas je nekaj izpostavil, žalil, zasramoval. Ko slišite njegov ime, vam srce se skrči. Je tako? Brez da pomislite, najprej se vam srce skrči. Če ste ob nekom doživeli same lepe stvari, da je bilo lepo, da je bilo fajn, da ste se super imeli, ko ste okoli hodili, ko slišite njegov ime, se vaš organizem sprosti. Preden se spomnite, kje vse ste skrbeli. Je tako? Torej, če vi otrokom, mladostnikom organizirate, jih prisilite, jim postavite strukturo, znotraj katere bodo lahko prišli v stik sami s sabo, z notranjim pogledom, ustrajali z njimi, ustrajali pri tem, da boste to ponavljali, bo to za njih ena konkretna izkušnja. Eni jo takoj naprej peljali, eni jo ne bodo nikoli, kakšni, vsi se bodo pa na nivoju organizma zapomnili. In to je dost. Pol od tam naprej se imate pa vi za umakniti, bo pa on vlekel. S tem se pa ne obremenjevati. Vi ste posadili, vi ste sprožili, kdaj bo on za to vrvico potegnil, to pa ni vaša stvar. Je tako? To pa ni več vaša stvar, pa ne moja. Žal, čeprav bi včasih kar mečkam po prostoru popackala, pa jaz po svoje naredila, da je noži, kaj? Ampak v bistvu ni. Ni. Eden bo šel direkt skozi vrata, en bo šel pa takole, pa skozi vrata. Ampak to ni naša stvar. Zato, ker eden rab še tam une izkušnje, pa še malo stran poti, pa različne rabimo. Pa en rab fejst past, pa da ga še povožijo, en pa tega ne rab. Ampak to ni naša stvar. Naša stvar je, da takrat, ko smo, navežemo stik, odpremo prostor in naredimo izkušnjo. Zdaj, zakaj mi tega manjcajda ne delamo? Ne pri sebi včasih, a ne? Razen, mislim, da se tle vsi, ki to redem počnete. A ne?
Zakaj tega ne delamo? Zakaj enostavno se ne skoncentriramo na dih? A veste, če jaz usmerim svojo pozornost na dih, kje sem? Vedno tukaj pa zdaj. Zato, ker dih se nikoli ne dogaja prej pa poj. Je samo zdajle. Je tako? To pomeni, ker sem jaz usmerjen na dih, sem tukaj. To mi pomaga. To je prva faza, najbolj enostavna. In to je treba kar vaditi, zato ker na misli odhajajo. In to morate vedeti, da ko misli uide, pa se ti spet usmeriš na dih, to je tako, kot bi treniral mišico tle not. To je prav povezava med centrom za čustva pa med čelnim mrežjem. Je povezava treniranja pozornosti. To je taka povezava. In so odkrili, da ljudje, ki veliko meditirajo, ki so veliko tukaj in zdaj meditirajo v tem smislu, ne v unem, da odhajajo, ampak trening pozornosti, kakršenkoli že, da imajo te povezave odebeljene. In da ti ljudje živijo manj stresno, imajo bolj kvaliteten življenje in so bolj izpolnjeni, seveda. A veste, kaj jaz se ustavim in ko odprem prostor, pa zdaj zapakiraj kumar, kukar češ, jaz odprem prostor za Boga. Zdaj lahko mu rečeš tako, lahko mu rečeš drugače, ampak tam pol on lahko pride. Je tako? Če pa vi Glede tega odpiranja prostora, na primer pri verniku, ko obravnavamo neko snov, se ob koncu ustavim, saj sem tako delala, ustavimo pa pomislimo, katero prošnjo bi izrekli. Ampak predno izrečemo, je vedno tišina, da otroci potem so pomislili in običajno ni bil problem to. Ampak je bil vedno ta stik s sabo, kaj pa zdaj jaz lahko rečem. Super. To je ena taka zelo preprosta, ampak se potem lahko vedno bolj gradi. Tako. Super, hvala lepa za to. Ja. Skratka, to so majhne stvari. In zdaj seveda, vi imate sestanek s starši, pa imate otroke, ki pridejo, vsi eni pride z glasbenega, ta zadnji moment pripeljejo, pa ga vržejo not v veruku, en pride tisto, še veruku vam dos. Skratka, pridejo zelo različni, seveda vi si želite, da bi prišli vsi taki, kaj nam bo pa zdaj povedala? In da so pa celih 45 minut tih in pijejo, kar vi govorite, Skratka, tega ni. To ste najbrž že opazili, ampak ste mogoče slepo upali, jaz sem povem, da tega ni. Okay? Tako zdaj, ko smo v resničnosti pogledali v oči, kaj jih dobiš, jih je treba najprej privleči sem, ker telesa so prišla, duše pa še ne. To pomeni, dušo povabiš sem. Tudi starši, ki pridejo. Isto. En pride zato, ka more, en pride pa se škodovati ne more, en pride pa preleti iz službe pa, koliko časa bomo? Skratka, imaš različne ljudi in pa smo mi koji užaljeni, nič mu ne pomeni, ja, nobene vere ni pred temi ljudmi in seveda na tak način najmanj naredili. To je logično. Usedeš jih, jim narediš en trenutek pozornosti, jim poveš, kakšna je struktura, da vejo, kdaj bo konc, pa se je pa približno držiš, to pomeni, da vmes ne zaplavaš v pridganje, to je bistvenega pomena. In pol jim daš besedo, da se prijavijo in jim rečeš ena stvar, recimo, ki jo cenite pri vašem otroku. Marija, kjer starš se na oglasu? S tem, ki se je oglasil, je del skupine in s tem, ki je del skupine, ki ste ga slišali, pa ste ga zrcalili z vami. Kakšen tudi ni, ampak večinoma je. Pa poveš tistih 5 stvari, na katere si prej pripravljen. Ja? Pripravljen. Jih poveš in si želiš feedback. Ali pa sprožiš pač proces. Sprožiš proces, ne ti procesiraš, oni pa zraven. Nisi ti za procesirati. Ok? Ampak zdaj smo malo zašli. Skratka, zakaj? Notranji vpogled je stalen iz teh stvari. Stik s sabo, s tem pride tudi do empatije, jaz se tlele ne bom raztegvala, in skratka, tole bom kar spustila, ker o tem lahko govorim še eno uro. Zdaj, zakaj mi ne prihajamo v stik s samim sabo? In sami in zakaj nasplošno imamo ljudje težave prihajati v stik s samim sabo? Prvi je strah pred tišino, to smo obdelali. Ja? Drugi je strah pred čustvi.
To smo tudi predelali. Ki jih ne poznamo, kakšna so negativna, pa jih ne smemo čutiti. Skratka, imamo poln zgodb okoli čustev, tlele in si delamo probleme in kompliciramo in nismo v tišini. Strah pred telesom. Biti v stiku s svojim telesom, čutiti svoj telo, svoj dih, svojo roko, svojo nogo. To je včasih problem, zato ker se ne sprejemamo ali pa ker se premalokrat čutimo. In pa imamo strah pred New Age-om. Zdaj se pa jaz usedem, v eni katoliški družini, pa rečem, zdaj se pa usedite, pa dajte noge na tla, pa se po koncu usedite, pa roke v naročje, pa zaprite oči, pa bodite pozorni na svoj dih. In pa si, kaj pa ona dela? A misliš, da smo kje na jogi? Kaj pa je to zdaj ona heretična? To je samo stik s telesom, fantje pa punce. To ni nobena herezija. Telo nam je Bog dal, dih nam je Bog dal, roke nam je Bog dal. Tišino nam je Bog dal, pa v tišini pride, ne se tega bati. Sem videl zanč, ko so tam jogo delali. Veš, koliko jih je bilo? Ja, seveda. Pa ti nared. Na svoj način. To je tako, kot bi žena rekla možu, zakaj pa ti k sosedi hodiš na štrudel iz Hokkaido buče? Jo, zato, ko dobro ga speče. Ja, jaz pa dobro spečem štrudel iz gorenjskih jabolk. Ja, ne vem, koliko ga ne spečeš. Jaz vam pa rad štrudel in pol, a veste, če v dolg hodu na Hokkaido buča, kaj k sosedi tudi ne bo sam štrudel. Ampak pa jaz na sosedo ježna, kašna je, da peče štrudel iz Hokkaido buče. Ja, čigava je krivda? Mislim, krivda. Kje je odgovornost? Pri meni štrudel bi pekla za moža. Pa pri tebi jedu. In zdaj smo mi vsi faušljivi. Koliko imajo druge? Ja, oni imajo pa neke centre za jogo, pa vse je polhen. Ja, seveda vse je polhen. Nared. Ljudje to rabijo. Pa jo pa tam jedli. Ja, lej. Zdaj, utihniti moramo, če želimo slišati Božji klic, najti poslanstvo pa smisel. In mi, in mladina. Moramo utihniti, ni druge. Moramo prisluhniti. Vzpostaviti stik s sabo pa z drugim. Moramo sprejeti čustva, ker samo tako lahko gradimo odnose. Če jaz ne sprejemam svojih čustev, ne morem graditi odnosa. Če jaz sebe ne zastopam, kako bom empatičen? Če nisem empatičen, bo šlo vse cugrunt. In čutiti svoje telo. Kako boš noga za Kristusa, če ne čutiš svoje noge? Zato, ker je to preveč New Age-ovsko. Ja, padel boš, ker če ne čutiš noge, ne moreš hoditi. Tako, bomo rekli, ta prva stvar, ki jaz mislim, da je sprožanje procesa ozorenja, je mlade učiti stika, notranjega vpogleda, stika s samim sabo. Čist konkretno. To se lahko dela. Jaz, odkar to počnem, ima tudi rožen venc večji smisel. Drugače je rožen venc sam drdranje, pa mater nekaj rabam, da iva eno 9-dnevanco, a bo? A ne? Pa še uno za vozle razvezvati. Tista je zelo učinkovita, pravijo kar 2-krat. Pa siguran bo. A ne? Se ni bankomat. A ne? Če hočem čutiti Božjo voljo, če hočem slišati Božji glas, moram utihniti pa narediti prostor. Ker on včasih ne govori, včasih sam nekaj reče, včasih useka, a ne? Kakor je, ampak moram zdati prisluhniti in jaz mislim, da mladina to rab. Jaz sprožim proces zorenja že, ko utihnem. Prisluhnem, samo sebi in drugim. Druga stvar, ki je že gospa načela, je rekla refleksija. Jaz delam refleksijo. Velikokrat se ukvarjamo, kaj naj jim zdaj povem. Kaj naj jih ne učim. Včasih je še tiste 3/4 ure, ki jih imate predolg. Marija, kako bom zafilal zdaj ta cajt? Je tako?
In pol včasih pridete tako nepripravljene, se mi že kdaj zgodilo, pa rečeš, da je jaz kar eno vprašanje vrgel. In pol presenečen, kaj vse vam pride. Je tako. Preveč posegamo v prostor včasih. Preveč mislimo, da moramo poučevati. Premalo naredimo prostora, pa damo prostor za to, da nekdo nekaj razmisli, pa nekaj reče. Zdaj, tle bom, to je nekaj zelo kunštnega. Tole je proces učenja po Kolbu. To v bistvu vsi pedagogi jemljajo in rečejo. Ti nekaj probaš, recimo spečeš potico, če se učiš speči potico in spečeš potico, testiraš, kako je zdaj šlo, prebereš tisti recept in spečeš potico. In pol testiraš ti in testirajo drugi, skratka imaš konkretno izkušnjo, in pol pride do refleksije, ti rečeš, malo me je smuhnila, tlele je počla, v reki so, ne vem, ali je presuho ali nekaj, pol vprašaš moža, pa tudi ste okrog jejo, pa poveš, kako se ti kaj zdela, pa en reče preveč sladka, en reče preveč taka, skratka zbiraš navodila in naslednjič, ko probaš, spet peč, upoštevaš vse stvari, ki si jih slišal in spečeš in tako pilaš svojo veščino peke potice. In si skozi boljši pri peki potice. Ja? Skozi boljši. In to je tak proces učenja. Ampak zame to ni dost. Tisto, kar rabimo, je v bistvu tole. Za peko potice, za klasične potice je to dobro, če pa hočemo mi narediti kaj bolj tacga, veš, pa rabimo reflektivni dialog. Da ne pilimo samo ene veščine, ampak da se odpremo novim možnostim, da naredimo refleksijo in da gremo malo iz tega utečenega vzorca in naredimo, ne vem, malo drugačno potico ali pa nekaj drugačnega z orehi. In ta reflektiven dialog se ponavadi večinoma dogaja v odnosu. Jaz zato, da me nekam izstreli, ker tukaj se zgodi izstrelitev. Prav izstrelitev, dobiš idejo, ja, to, in narediš osmico, se ne vrtiš samo v krogu, ne pilaš. To je čisto dobro, za kakšne veščine je tisti proces učenja sam krogel super, ker ene stvari moraš vse znati. Ti moraš znati testo narediti, moraš znati, ne vem kaj vse popražati, pa skratka, to so veščine, ki jih moraš znati in jih moraš velikrat narediti, se s kilometrino dogajajo, za nove ideje pa rabiš izstrelitev. Ampak seveda rabiš veščine znati, obvladati, pa v enem dialogu, v enem ideji, v enem, kjer se krešajo stvari, dobiš izstrelitev za nekaj več, za tisto, kar sem jaz, da nekaj v meni novega dozori, ne da sem staro gloncem. In jaz mislim, da mladina to rab, vsi to rabimo. Eden reflektivnih dialogov je velik. Jaz bom danes predlagala samo enega, ki se mi zdi zelo preprost in zelo učinkovit. Zelo učinkovit. Aha, zdaj, to smo šli. Kar se v reflektivnem dialogu zgodi, je, da seveda imamo odnos, imamo eno varnost, je se zaupanje, je pozornost. V reflektivnem dialogu zmeri jaz nekomu pokažem, da mi je mar zate, to je bilo prej rečeno, mar mi je zate. Dobim energijo, dobim motivacijo, dobim strast. Ker še sam pri sebi premlevam, to veste, da je včasih zelo dolg časa. Dobim tudi občutek, dobim strast, smisel in seveda je pa za reflektiven dialog potreben si vzeti čas. Vsaj malo. Konstruktivna povratna informacija ali pa po domač, s tujko rečemo feedback, je eden od načinov reflektivnega dialoga, ki ga lahko delamo povsod, skozi, doma, z možem, s kateheti, s svojim timom, z veroučenci, kjerkoli smo. Feedback, ki ga pa treba sicer prav dati. Povratna informacija je v bistvu vsaka informacija, ki jaz od zunaj dobim. Povratna informacija je to, da recimo meni Franci reče, tale potica tvoja pa za nič. A je ta povratna informacija v meni zbudila proces zorenja? Zakaj?
Ja, dobro, moram biti tako prav zgrajena osebnost že. Je tako? Moram reči, ok, lej, se tudi negativno lahko, pozitivno obrnem, pa skratka, moram imeti že kakšen tečaj. Ampak drugače, načeloma mladi ljudje, če mu ti rečeš, tole je pa za nič, kaj narediš s tem? Zablokiraš ga. A še probal? Ne tako mogoče potihči, tako zelo strajen še malo, ali pa te v nekam poslal, skratka si uničil odnos, si ga zablokiral, lahko, skratka, dobro, zdaj od ene stvari ne, ampak če je to naš način dejanja, a veste, jaz bom pa direktna, veš, jaz sem taka direktna, povem tako, kot je. Lej, v redu. Zdaj odvisen, kaj zdaj s tem želiš narediti. Če je zdaj pomemben, da ti pokažeš, koliko si pametna, pa da si taka direktna, v redu, pol delaj to, samo pol nosi tudi posledice. Če pa želiš sodelovanje, če želiš zorenje, pa ni vseeno, kako se povratno informacijo da. Če hočeš, da pade na plodna tla. In to je naša odgovornost. Mi smo vzgojitelji. Mi smo na tem koncu, ker ni vseeno, kako neki nam z ust preleti. Konstruktivna, zakaj konstruktivna? Konstruktivna povratna informacija je konstruktivna zaradi tega, ker vzpodbuja rast, ker jaz nekaj od tega imam. Če ti meni rečeš, poticaj pa za nič, za naslednjič, kaj bom pekla, kaj jaz zdaj vem, kaj moram narediti? Čist drugače. Ok. Nič ne vem. Nič ne vem. Nič ne vem. Nimam pojma. To pomeni, nisi mi dal nobenega navodila zraven. Samo da je za nič. In jaz ponavadi, če velikokrat dobim tole, kar spa ti naredila, je pa za nič, kaj si jaz začnem misliti o sebi? Da sem jaz za nič. In če sem jaz za nič, a se bom v prihodnosti, koliko strasti bo še meni počas? Nič. Je tako? Počas ne bom nič več probala, ker me itak nič narata. Ker sem itak slaba kuharca. Ja, sigurno. Lejte, tle od spredi pri meni nevaren sedeti, ker jaz zmer tistega uporabim. Pred 2 leti je tlele gospod Škof sedel, sva skozi imela dialog. Konstruktivna informacija mora biti strukturirana, to pomeni, da se moram nano pripraviti, pa ima določeno strukturo, vam bom pol povedala. Mora biti načrtovana, jaz ne morem kar blekniti. Če hočem dati solidno povratno informacijo, ko imate refleksijo po kakšnih projektih, pa imate refleksijo, ja, meni pa ni bilo všeč to, pa on je... Te refleksije včasih so en tak nični od njih. Je tako. Sam nekaj lapamo. Zato, da je nekaj napisan, da lahko dokument zaključiš. Je tako. Oprostite. No, ne vem. Jaz ti rečem mančmeloving. Tako se veste, kaj je mančmelov? Pohan zraka, pa cukra, pa se skrbnačane. Zdaj smo imeli pa refleksijo. Pa smo imeli pa zaključek refleksije. Pa ne vem, kva smo se imeli, ampak refleksija mora biti načrtovana. Tudi tisto, kar jaz rečem, mora imeti rep pa glavo. Saj si predstavljam, da delate dobre refleksije. Specifična mora biti. Vem, kam leti. Meni je pri tvoji potici bilo všeč, da je bila orehova, da je bila fila dosti sladka, to mi je bilo všeč, ker bi pa drugič več, je pa, da bi bilo več tega tabelga, ker se mi zdi, da je bilo preveč file, to pomeni več testa. Ja? Ne vem, mogoče se mi zdi, da bi nekaj naredila, da bi manj odstopila, ker se je podirala, ker sem jo narezala. A ste mi dali pohvalo? A je bila ta pohvala konkretna? Vem, zakaj je bilo dobro. To pomeni, to bom jaz še zalivala. Oziroma
bom zbirala, ker tebi je bila všeč, da je bila sladka, ne je bila pa všeč, ker je bila preveč sladka. Pa bom pa rekla, zdaj, če pečem za une, bom večkrat manj sladkala, če pa pečem za te. Skratka, vem, kva ne zdaj s tem počnem, oziroma se sama odločim. Je tako? A ste mi povedali, kva je bilo narobe? Ja. Na kakšen način? Ja, pa konkreten. Je tako? To pomeni, jaz zdaj naslednjič, jaz si rečem, zanimiv. Zbiram feedbacke, kako je kaj ljudem potica všeč in pa rečem, imam jaz, kako je zdaj z mano za naslednjič, za potico peč? Da sem navdušena, pa imam strast ali bom rekla, navdušena, dobro, lej. Ampak bom jo pekla. Bom rekla, okej, lej. Ni tako enostavno potice speč, ni glih čisto vseeno, različen jim paše, bom probala, kaj se pa naredi, da ni spuhne, pa klicala na Radio Ognišče, pa Vendelino vprašala, kako pa naredim, da ni spuhnjena potica, skratka, bom iskala načine, kako izboljšam zadevo, skratka, kje je moja energija? Je, a ne? Ja, bi jaz delala in jaz bom počasi ratala zelo dobro v peki potice, a veste? In pa čez 5 let bo rekel, Špela pa potico speče. Kva narediš? Ja, to so pa izkušnje. Pa dobri feedbacki. Je tako? Tako se gradim. Koliko takih feedbackov čisto res damo drug drugemu? Zdaj hvaliti ne smemo, ker se pol človek pokvari. A to veste? A ne? Zdaj, tle je potreben povedati. Ja, to spomeni. Konstruktivna povratna informacija mora opisovati vedenje, ne osebo. Zdaj, če govorimo o pozitivni, konstruktivni povratni informaciji, ker po domače rečemo pohvala. Pohvala je sicer lahko na osebo, ampak pohvala na osebo je včasih tako, ti si pa super. Ti si pa toliko fajn človek. Saj je fajn slišati, ampak pol malo se tega nažreš, ker nimaš kaj od tega, je tako. Hkrati je tudi nevarna, če jaz mojemu otroku skozi govorim, ti si pa tak sonček. Tak sonček. Ti si pa res face fant, ker so mi rekli, da moram otroke hvaliti. Bo ta sonček pa face fant zrasel, ko bo star 22 let, bo šel nekam na eno prakso in mu rekel, posluš, tole pa drugič drugače naredi. In sončku se bo svet podaril. Ker on je sonček. In sonček ne dela nič narobe. Skratka, pohvala mora biti na osebo, marsikdaj, sem te vesela zato, ker si, te imam rad, zato, ker si fejst človek, imaš svoj, nikaj. Vendar mora biti tudi konkretna. Kaj mi je pri tebi všeč? Kaj si dober naredil? V čem si dober? Da se jaz tega zavedam in da jaz ločem svoje vedenje od osebe, ker drugače pol v življenju nekaj narobe naredim, sem pa cel za nič, pa to ni res. Medtem, ko kritika, bomo rekli, to pomeni negativna, konstruktivna povratna informacija, zelo konštno, kritika, konstruktivna kritika, se pa daje na osebo. Se pa daje na vedenje. Vedno na vedenje, nikoli na osebo. Nikoli na osebo. Ker oseba, če verjamemo, da nas je Bog ustvaril, je sama v sebi vredna, dobra, zmožna, ima kompetence, sveta, ima dostojanstvo. Nimamo kaj. Seveda pa vsaka oseba kdaj kaj ne zna še čisto dober, ali pa ga kaj pobiksa, ali pa kaj narobe naredi. Kar je pa drugače. Ti si fejst človek, tole pa ni bilo prav. In ker drugič želim od tebe in verjamem, da zmoreš, ker si pač od Boga narejena oseba, verjamem, da boš zmogel v to smer se truditi pa delati. Želim od tebe več tega in manj tega. Ja? Kaj pa beseda priden? Si priden? Bravo. Kaj? Gre isto na osebo. Gre na osebo. Nič ne pomeni. Nič ne pomeni. Ja, pridem, kva zdaj? Po eni strani te, otroci zmeri hočejo tistega, ki ga imajo radi, najprej starša, pa tudi vas.
če vas spoštujejo, pa jim veliko pomenite, vam hočejo biti všečni. In zdaj, če jim boste govorili, da so pridni, pa so tako fajn, ker so pridni, jih imate rade, zato so pridni, bodo celo življenje pridni, samo s tem, ker so pridni, včasih se pa tudi ne strinjaš z vsem, pa včasih te tudi prime, da bi kaj bil vesel, pa da bi kaj ga pobiksal, pa včasih bi tudi kaj narobe narediš, ampak ne upaš nič narobe narediti. Ne upaš se nič zoperstaviti, ne upaš nič po svoje, ker pol nisi pridni. Tako da sem pa kaj na škodje, nimaš pa nič od njeno. Gre na to, da otrok si ne ve, kaj s tem početi. Nič ne ve, kaj s tem početi, nimaš kaj s tem. Ja, fajn sede, samo v bistvu rast zaradi tega ne moreš. Ima kakšen smisel to za vas? Nimam benga smisla. Mislim to, kar govorim na splošno. Ima to kakšen smisel? Ja, zato. Se sem dojela. No, skratka, ja in nevtralna, ni sodbe. To ni sodba. Ampak je pač moj vidik, moje mnenje. To je moj vidik. Jaz bi pri tej potici več tega pa tega. To bi, mislim, da bi tako bilo. Ne pa, ja, ne, to je za nič. To bo, to ne bo, to na splošno. Ne, ne. In usmerjena v rast. In pripelje do cilja. A še kaj? Lahko imamo individualno, jaz uporabljam individualno, to pomeni, da jo nekomu individualno daš. Lahko se pa to v skupini dogaja. Vi imate lahko, ne vem, ima vaša veroučna skupina v nedeljo pri maši sodelovanje in naslednjič, ko se dobite, dajte, vprašajte, Micka, kaj je bilo tebi všeč? Recimo pri Mihu, ki je imel uvod. Kaj ti je bilo všeč, če se spomniš? Ali pa ne vem. Dajte si malo razdeliti, kaj mi je bilo všeč, ali pri njemu, ali na splošno, pa pejte še en krog česa, bi pa več pa manj drugič. A veste, kva te dubl, vam ni treba nič pridigati pa govoriti, ker pa to samo zapišeš, urediš, pa rečeš, mater, ste vi pametni, koliko je z vami fajn sodelovati. Kako so te naslednjič lotili projekta? Naslednjič, ko te prišli, pa te rekli, spet bomo nekaj organizirali, Ne pa polhanega pridiganja, ja, to je bilo narobe, pa pospravili niste za sabo, pa niste naredili, pa tisti niste naredili, pa tole zdaj jaz ne vem, če bi z vami še sodelovali. Zdaj pretiravam. A imam kakšno strast zdaj jaz dodila? Nobene. Vi probite, mi se bojimo včasih, da ne bo pol to ven prišlo, kar imamo za sporočiti. Brez skrbi, če mi odpremo prostor, pa zaupamo ljudem, pa jim pustimo do besede, bo prišlo ven vse, sploh otroci pa mladina. Oni niso toliko, kot mi, že mečkaj smo diplomatski, pa malo pazimo, pa to oni niso diplomatski. Oni povejo tisto, kar vidijo, pa tisto, kar vejo. Mladostniki pa še za nalož kaj poudarjajo. In v redu, to je treba sam sprejeti. Ja, ima smisel, povej več. Naj te zanima. Skratka, feedback lahko mi tudi sprožimo, ne samo, da ga mi dajemo. Naj si ga tudi oni dajo, da so jo v življenju naučili sprejemati pohvalo, ker sprejemati pohvalo, ti si pa danes tako fajn oblečena. Se je bilo čisto poceni. Ja pa kva, se nisem rekla, da imaš draga obleka, sem rekla, da si slabo oblečena. Reč hvala. To vzameš. Če ne, pa ne vzameš. A razumete? In mi pohvalo rabimo. In pa smo pri polhni mizi lačni. Me noben ne pohvalja. Kako da ne? No, to je včasih naroden, zato ker se nas podobi. Kdo ti je to rekel? In seveda, sprejeti negativno kritiko jo je treba znati sprejeti, ampak jo treba, predvsem zdaj za nas, jo treba znati dati. Ker če jaz prvo vidim, slišim, kaj je bilo pri meni dobrega, pa slišim, česa bi drug od mene, ne, narobe je bilo pa to, ampak jaz bi si želel drugič več tega, manj tega. Ker to meni, da ja pa meni ni bilo všeč, ker niste pospravili. To ni konstruktivna povratna informacija. Drugič bi si želela, poleg vsega, kar ste naredili dobro še, da je na koncu pospravljam. Zaradi tega, da lahko drugič, da pa naslednjo stvar lahko normalno začnemo. To bi si res želela.
Ne, pa ni bilo pospravljeno. Dajte mislimo, teh nikalnic se je treba izogibati, ker nič ne povejo. Skratka, etična vzgoja, prav papež, tam not piše, da jejte pohvalo po ljubečo grajo. In to je to. To je ljubeča graja. Je tako. Pozitivna KPI je konstruktivna povratna informacija. Ne? Je na osebo, je na vedenje in je na proces. Lahko. To pomeni, na osebo si fejst, ti pa res, ne vem, si in sonce, ko noter stopiš v sobo, se kar vse razsvetli. To so na osebo in je fajn slišati. Ampak ne ostati tam. Na vedenje, ker mi je všeč pri tebi, ne vem, da tako lepo igraš, da znaš se hitro obrniti, zorganiziraš, vem, če tebi rečem, da bo narejen, to so konkretne stvari. In na proces, to pomeni, kar smo počeli pri tem v našem procesu, mi je bilo všeč, ker ste se usedeli, ker je bilo tako pa tako narejen. Skratka, to je na proces. Negativna, konstruktivna povratna informacija, ljubeča graja, se nikoli ne da na osebo, tis pa za nič, s tabo se pa ne da sodelovati, tis pa konflikten, tis pa res zatežen. Skratka, to je nekaj, kar ni okej. Dajmo navodilo, kar bi si pa želela več od tebe pa je. Da včasih počakaš, da drugi končajo, recimo. Imaš ful dobrih idej, ampak sem pa kaj, da bi počakal, da drugi končajo. Ja? Mi temu rečemo v terapiji, da mu daš priložnost za rast. Mogoče bo, mogoče ne, kakšen mu treba veliko dati, kakšen feedback, tudi vi si kar vse kuj ne zapomnite. Ne? Priložnost za rast, se reče. In na proces se da. To pomeni spet, kar bi si pa želela več, je pa, da na koncu pospravite, da se zorganizirate tako, da si razdelite vloge in pospravite. To bi pa res si želela. Ok. Zdaj pa si vzamete spet. Aha, tako da vam razložim. To je en najbolj enostaven feedback, tako da vam povem. Jaz za podjetje organiziram 2-dnevne delavnice dajanja konstruktivne povratne informacije. To je tema, ki če jo hotimo se naučiti, paš ko krčeš. In podjetja, ki so učinkovita, ki vejo, ki hočejo delati s svojimi zaposlenimi, se tega načrtno učijo. Kako dati povratno informacijo na način, da bo človek napredoval in hkrati ostal s tabo v odnosu. To pomeni, da bo pripravljen s tabo sodelovati. In jaz mislim, da kakšna stvar iz podjetniškega sveta, če bi hoteli biti, bi lahko se tudi mi kaj naučili. Včasih se mi zdi, to smo govorili že tam, da kakšna stvar tlele, mi ta črni, ja, sej pol od tle naprej bo pa Bog. Pa Božja milost. Sej, če od Boga bo obstal, če pa ni od Boga, pa ne bo obstal. Tako malo, rečemo, zdaj pa kar ti naredi. Včasih zaradi tega, ker se nam ne da pripraviti. No, kaj pa vem. Zdaj, prav je seveda, da zaupamo v Božjo milost, da tam od nekaj naprej mi prštimamo, ampak moramo se pa tudi mi naučiti stvari početi, da jih počnemo tako, kaj treba. Ne samo, da pustimo Božji milosti, da naredi, kar je. Zato, ker on ima nas za to tle, mi smo noge, roke, udje, če ne bi on kamot samo vse naredi. Si vse mogočno. Sam on nas rab, pa mi tudi rabimo, da kaj naredimo, da pol lahko pridemo v nebesa, če ne. Če pa sam Božja milost. Ja. No, pustimo, zdaj tle sem šla na teološke, pa bom nehala. In jaz si takole v glavi za tak enostaven feedback, konstruktivno povratno informacijo. Si jaz naredim takole razpredelnico, to tudi jaz svoje študente učim, ko imamo seminarske. Naredim si in napišem na eno stran to, kar mi je všeč, na drugo stran napišem več ali manj. Tam, tle imate, kar sem naredil dobro, kar mi je feedback se da tudi sebi lahko. Jaz, ko nekaj končam, jaz imam kolega, ki skupaj delava včasih po podjetjih in ko se midva peljeva iz delavnice, iz predavanja,
Bomo to 5 do 10 minut narejen. Rečeva, ok, a čeva feedback narediti, ja narediva feedback. Jaz rečem, ok, 1, 2, 3 stvari, ki so mi bilo danes všeč. Rečem, danes mi bilo všeč, ko sem naredila to pa to, pa ko je Una vprašala, tisto pa sem naredila to, pa ko sem zjutraj bla bla bla. To mi je bilo všeč in povem zakaj in to je to. Kar bi pri sebi drugič pri tej delavnici več ali manj je in povem. In on med zrcali in pol reče, on na mene, kar je bilo meni pri tebi všeč, pa našteje. In kar bi jaz od tebe več ali pa manj. In pol obrneva. Pol še on sam sebi naredi feedback, jaz njemu naredim feedback in mi dva stvar zaključiva in viva za naprej in sva zadovoljna in si vse poveva in to. To je taka šnel supervizija. Ja? Supervizija to go. Ok? Mi lahko konc dneva, kaj pa je egzamen? Mihem bolj feedback. Je tako? Noč nam sprašvala, kako ga delamo. A ne? Ali pa kakršnakoli oblika pač. Skratka, jaz lahko naredim tudi sam zase in pol lahko naredim za drugega in tudi, recimo, ko pridejo punčke pa pletijo venčke, rečem, ja, kako pa to, da si ti tole zbrala, oranžno pa lila? Kaj si pa zdaj naredila? Všeč mi je, ko si pogumna pa drzna, ko si tole pa zanimiv. Ker bi ti pa mogoče drugič bi bila bolj pozorna, da tlele, ko tole bolj prpneš, drugače se ti pol podirali. Feedback. In ona se ga učila kritiko sprejemati in drugič bo naredila venček boljši. Mogoče jo pozabila, ampak se ni važno. Skratka, bo pa vedela, da je fejst pa fajn, da je drzna, ima pa še nekaj za popraviti. Od majhnega do pol pubertetnikov. Ok, dajmo se usesti pa pogledati. Vam jaz dam feedback, si vi med sabo date feedback, sami sebi dajte feedback. In s tem, ko se jaz usedem in se ustavim in rečem to, kar mi je pri meni všeč, kaj treniram? Notranji pogled. Vse imaš tle. To je eden izmed zelo enostavnih načinov, ko imaš not zapakiran marsikaj.